Tokrat v občinskem informatorju. V Slovenski Bistrici ogorčenje pacientov, ki si niso mogli izbrati nove zdravnice, ogromno. Trgatev stare trte na Lentu. 42. kmečki praznik v Svečini. V Voličini pripravili proslavo ob krajevnem prazniku. Tradicionalna trgatev na Grajskem trgu na Ptuju. Učenci osnovne šole Testernik Trnovska vas aktivno preživeli športni dan. Na Bregu odprli likovno razstavo Halovze. Društvo upokojencev Majšperk poskrbelo za prijetno druženje upokojencev več občin. Bralne urice v krajevni knjižnici Radenci privabile veliko otrok. Lepo pozdravljeni. Danes zjutraj v Slovenski Bistrici vladal kaos. Zakaj? Ker je danes z delom začela nova osebna zdravnica. V zdravstvenem domu imajo namreč zapolnjene vse time družinske medicine in se veliko ljudi želelo vpisati pri novi zdravnici. V koloni, kjer so na vpis čakali več ur, je vladala jeza. Ljudje so bili nad situacijo razočarani. Kaj pa pravijo v zdravstvenem domu? Že pred 7 uro se je pred zdravstvenim domom Slovenska Bistrica vila izjemno dolga vrsta ljudi, ki so se hoteli vpisati k novi zdravnici. Po 4 urah pa jih v zgornje prostore niso več spustili, češ da so vsa mesta zapolnjena. Ne morajo to tako delati z nami. Tu noter med nami je ogromno invalidov, ogromno otrok od zunaj, ogromno takih, ko čakajo na fizioterapijo, ne morejo noter, ne morejo nikara. Tako. In čakajo, na vrsto pa ne pridejo. Kaj se zgodi, da so v katerega odpeljali, ko so že enega odpeljali, ko je tu čakal? To je zdravniški problem. Problem je naš ta, da pridemo na vrsto, pa dobijo svojega izbranega zdravnika, da se ne bo dogajalo tako po vseh ostalih mestih. Jaz sem cela dan dopusta, jutri ne morem vzeti še enkrat dopusta, zdaj pa noben mi ne reče, pridem na vrsto, ne pridem na vrsto. Gledajo vsi šipe ven, gledajo tam gori ven, koliko nas je, varnostnik pride, je prestrašen, ker ne ve, koliko smo besni, masa besnih ljudi zaradi neorganizacije. Ogorčenje je bilo veliko, sploh ker so izvedeli, da naj bi nekateri vpisovali še druge, ne samo sebe. Eni so prišli z večjimi karticami, tako je bilo rečeno, naj gospa direktorica odgovori, če je to res ali ni res, če se je kjer večkrat podpisal, na eno se jih naj briše. Ker to je pošteno, kjer je prišel pošteno s tem 4 ure, 5 ur stati, tisti si zasluži zdravnika, ne glede na starost ali bilo kak je. Rekli so nam prejšnjem tednu, da druga kartica ne velja, da samo svojo kartico daš in podpišeš tukaj. Zdravnik, ko je rekel, da je neki tehnični direktor tu, je rekel, da so prišli z dosti karticami, pol pa, ko sem jaz tudi rekel, da zakaj so vzeli druge, če je bilo rečeno, da samo svojo kartico. Evo te pa ti prida, koliko je bilo ura malo pred 11. Varnostnik je bil postavljen tu, ja pravi, gotovi je popis. Po 1 uri čakanja so dočakali direktorico, od katere so zahtevali pojasnila. Žal je vpis pacientov za danes končan. Presegli smo 1895 glavarinskih količnikov, toliko kot je na eno ambulanto predvidenih zavarovanih oseb. Vkolikor se bojo sprostila mesta pri drugih družinskih zdravnikih, bomo to jutri objavili na spletni strani zdravstvenega doma, številke kontaktne ambulant, kje se bo še možno opredeliti in potem boste lahko poklicali na to številko in se opredelili. In kako odgovarja na očitke, da so ljudje prihajali z več karticami, da so lahko pisali tudi druge paciente brez pooblastil? Tega jaz ne vem, da bom komentirala. Gospod je rekel prej, je povedal pričo vseh, da so prihajali ljudje z večjimi karticami, z 10 celo in so pisovali več ljudi naenkrat. Gospod, slišali smo vsi tukaj, ne izmišljuje se en sam tukaj. In to ne more biti tako. Mi zahtevamo zdaj, ko smo tukaj, ko smo prišli za vpis, nas vpišite, ostale, kateri imajo ena oseba podpisala za več oseb, jih pa izbrišite in nas vpišite, kateri smo danes prišli. Kje imate vi pooblastila, da lahko jaz podpišem 10 ljudi ostali?
Če vzame mož ženino kartico, verjetno manjelo pooblastilo. Za enega, gospod. Mož pa žena, oba, ker sta dobila vsak povabilo posamezno. Točno tako, tukaj je gospod starejši, verjetno so starejši ljudje v paru tukaj. Ja, v paru. V celotni Sloveniji mi smo ga dobili in zdaj imamo na ta račun veliko težavo. Jaz upam, da bo jutri se bo sprostil dovolj mest, da boste Vsa čas ampak počakajte, samo malo. Mi zahtevamo danes, mi, ko smo tukaj danes, da nas popišete. Zakaj ne? Izbrišite onih 9 ali pa 8, katere so ljudje prinesli kartice. Jaz tega podatka nimam. Kdo pa ima ta podatek? Nekdo se je mogel podpisati, ne vem, za mene, za njega, za onega, je prišel eden pa je en podpis. Zahtevali so, da vse, ki so še čakali, popišejo in dajo na seznam, a je direktorica ponovila, da bodo nova obvestila dali na spletno stran in odšla v spremstvo policistov v zdravstveni dom. Glavnino trgatve Stare Trte so opravili že 11. septembra, a so del pridelka pustili za prazničen dogodek. Pridelek obeh potomk je znašal 38 kilogramov. Kupico zdaj dvignimo, spoštljivo in nazdravimo, spoštljivo in nazdravimo, s kozarci trčimo. Kljub letošnji pozimi, ki je prizadela številne vinograde, najstarejša trta ni bila poškodovana, čeprav je obrodila manj kot običajno. Zgodaj spomladi z nevarnostjo pozebe, ki je resnično prizadela del naših vinogradov, te najstarejše trte, na srečo. Kot je bilo rečeno, za voljo resnično mikroklime lenta, ki je nekaj posebnega. Potem tudi v času cvetenja trte je bila obilica dežja in zaradi tega tudi oplodnja nekoliko šibkejša. S poletjem pa je grozdje precej hitro dozorelo. In doživeli smo to, česar pravzaprav doslej ne poznamo kot prakso, namreč, da je bilo grozdje v povprečju zrelo že po 20. avgustu. Prvi grozd je simbolično odrezal Jože Protnar, ki je bil že leta 1980 vključen v revitalizacijo trte in zasnoval prvo slovesno trgatev leta 1987. Smo kar nekaj teh scenarijev napravili tako, da je dejansko so bili obiskovalci tisti, ki so bili sicer gostje lastnikov vinogradov, ki so bili gospoda mariborska ali pa tudi tuja, ki so imeli ganke. To se pravi na ta način in uspeva in današnja pozornost županova, da me je povabil in da mi je seveda izročil, to me je še posebej, bi rekel, veselje in čast. Nekateri obiskovalci so imeli možnost okusiti jagode grozdja. Super, sladek. Ena zrnica je premalo, bi mogel več pojesti. Če bi kaj pomagalo v glavi. Ali pa tekoče je boljše. Odlično. Samo eno sem probala, ampak meni je bila lepo, dobra. Kot Mariborčanki kar veliko, moram reči, in sem ponosna na to, da to tradicijo tako dolgo držimo in upam, da bomo s tem uspeli tudi naprej. Letos so pridobili tudi originalno zaprto stekleničko prve polnitve vina iz leta 1987, ki so jo dolgo smatrali za izgubljeno. Steklenička bo prvič javno predstavljena na dogodku Vindel 16. oktobra, kasneje pa predana muzeju najstarejše trte. To je en najpomembnejših dogodkov v Mariboru ali pa tudi v Sloveniji, zaradi ker moramo se zavedati, da imamo to našo trto, ki je stara več kot 450 let in to moramo širiti dalje po svetu. In ja, mislim, da je to en pomembnejših dogodkov pri nas. Tradicionalno so bili prisotni tudi maličniški brači, ki ne obirajo zgolj pred hišo Stare Trte. Obiramo tudi njene potomke po Sloveniji, na Hrvaškem in vse posod so bile letine približno iste, tako kot pri nas, se pravi manjše ali pa recimo na Hrvaškem, na Primorju, ker je bilo malo bolj pozno trgatev, skoraj nič. Tako da vreme naredi svoje in tu ne moremo dosti vplivati. Zaradi vseh dogajanj pretekla leta bo to odslej praznik trgatev. Odslej se ta dan imenuje praznik trgatve, mi pa bomo zasledovali njeno najboljšo možnost dozorelosti grozdja, takrat opravili glavnino trgatve, nekaj pa vedno pustili za praznik trgatve. Program so popestrili nastopi akademske folklorne skupine Študent, pevca Sebastjana Lukovnjaka in skupine Leonard. Pri najstarejši trti je potekala tudi tržnica slovenskih dobrot, kjer je kuharski šef Rok Zebec pripravljal malico na prostem.
Svečina je bila ta vikend znamenju največje in najpomembnejše turistične prireditve v občini Kungota, tradicionalnega kmečkega praznika. Več pa v prispevku. Prireditev kmečkega praznika v Svečini je v 2 dneh združila domačine in obiskovalce, ki so lahko uživali v pestri ponudbi lokalnih dobrot ter uživali v izvirnih vinih in sokovih, pridelanih v okoliških vinogradih, ki slovijo po svoji kakovosti. Ta dogodek vsako leto slavi bogato kulturno dediščino ter kmečko življenje, ki je tesno povezano z vinogradništvom in tradicijo tega vinorodnega območja. Smo imeli zelo pester program. Začeli smo z otroškimi kmečkimi igrami na igrišču, potem se je dogajanje preselilo v center vasi, kjer so bile folklorne skupine, potem godbe in pa veselica. Danes imamo uradni program, začetek kmečkega praznika, povorka in pa potem veselica. Nedelja je bila tako namenjena osrednji prireditvi, ki je bila vrhunec praznovanja. Dopoldne so v duhu tradicije obrali vaško trto, s čimer so simbolično zaključili vinogradniško sezono in počastili pomembnost trte za regijo. Kvaliteta grozdja je res vrhunska, grozdje je bilo lepo, zdravo, količina bo mogoče malo manjša, ampak to, kar smo pobrali, je pa res vrhunska kvaliteta. Celoten vikend je tako minil v znamenju veselja, povezanosti in slavljenja lokalnih običajev, pri čemer so obiskovalci lahko doživeli pristen stik z bogato tradicijo ter okusili vrhunske domače izdelke. Tradicionalno tudi najbolj obiskan se strani občank in občanov sosednjih občin, pa tudi dlje. Tako da smo veseli, da ta tradicija ostaja. Tako kot sem danes na govoru povedala, ključni so seveda pri tem ljudje, krajani, organizatorji, družine vinarske, potem njihovi otroci, šola in ostali posamezni entuzijasti, ki nekako ta voz peljejo naprej. In mi se kot občina in lokalna skupnost zavedamo absolutno, da je to zelo, zelo pomembno, ne samo za razvoj kraja oziroma za ohranjanje te tradicije, temveč tudi za celotno občino. Veliko tujcev se je udeležilo dogodka, saj je svečinski praznik svojo tradicijo in vrhunsko ponudbo že dolgo znan tudi preko meja. Ta mednarodna prepoznavnost je za domačine velika spodbuda, da ohranja svoje običaje in nadaljuje z organizacijo takšnih dogodkov. Ja, tako. 42 let že prirejamo ta praznik, se pravi, je poznan po celem svetu. Del praznovanja je bila tudi povorka kmetijske mehanizacije, ki je na ogled postavila sodobne in tradicionalne kmetijske stroje, kar je bil pravi praznik za vse ljubitelje kmetijstva in tehnike. V Kulturnem domu Voličina so imeli svečano proslavo ob krajevnem prazniku Voličine. Ob bogatem programu prireditev so podelili priznanja tistim, ki so jih predlagali krajani. V Kulturnem domu Voličina so pripravili odlično proslavo ob krajevnem prazniku, kjer so nastopili številni. Sem predstavil z korepetiranjem otroškega pevskega zbora, za nastopanje solo točke s klavirjem in predstavili se bomo tudi harmonikarji privatne glasbene šole Siniša Čeha. Domačinom je v ponos nastopiti pred sokrajani. Meni pomeni to moj domač kraj, jaz sem tu vesel, jaz sem tu srečen. Med nastopajočimi so bili tudi učenci osnovne šole Voličina. Sicer pa je praznovanje v krajevni skupnosti trajalo precej dlje časa. Praznujemo kar skoraj cel september. Naredimo kar nekaj prireditev, od športnih do kulturnih. Čaka nas še konec septembra tudi velika trgatev na Zavrhu, tako da vljudno vabljene tudi tja. Danes pa imamo posebno priložnost oziroma proslavo, kjer bomo tudi podelili priznanja za dosežke. Posamezniki so bili predlagani strani krajanov. Gospod Igor Vogrin, Marija in Zlatko Bračič, Emilijana Cefuta ter Alojza Erman. Življenje v tej krajevni skupnosti je zelo pestro. Voličina ima nekje 3500 prebivalcev, se pravi več od nekaterih okoliških občin. Pravzaprav ima vse, kar neki kraj potrebuje, razen seveda zdravstvenega doma. Ima urejeno šolo, športno igrišče v Voličini, v Selcah, 2 gasilski društvi, tako da življenje na vseh področjih poteka izredno pestro. Vsako leto s takšnimi dogodki krepijo medosebne vezi in ponos kraja. Hkrati pa izkazujejo spoštovanje do posameznikov, ki prispevajo k razvoju in napredku krajevne skupnosti.
gost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Odvila se je tradicionalna trgatev modre kavčine, žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu, na Grajskem trgu na Ptuju. Trgatev je pomembna tradicija, ki predstavlja pomemben del lokalne identitete in kulturne dediščine. In v kakšni kondiciji je grozdje letos? Da je bilo dokaj spet zahtevno leto. Letos žal pozebajo tista korila in žametna črnina vemo, da je sorta, ki je bolj občutljiva, ampak kljub temu tu nagrado malo se pozna, pozeba, ampak pretirano pa ne, tako da dejansko lahko ugotavljamo, da je v odlični kondiciji in pridelek ni najbolj obilen, ampak je kakovostni. Čeprav je pridelek v zadnjih letih najnižji, je po kakovosti vrhunski. Čeprav smo bili malo skeptični, ker je bilo le vroče poletje, ampak kljub temu danes ugotavljamo, da še je ostalo dovolj kisline, dovolj svižine, tudi aromatike nas preseneča v pozitivni smeri, tako da zaenkrat moštje kaže odlično in nadejamo se odličnega leta. Pridelek pa bodo združili s pridelki iz okoliških občin. Letos praznuje 30 let. Kar se tiče same količine, moramo povedati, da dejansko se tukaj pridelek združi tako z pridelkom v občini Destrnik in Videm. In vsako leto se posebej polni posebna polnitev iz tega, protokolarno vino. Tu pa nekako se nadejamo, se pravim tam okrog 6 do 8 kg. Trgatev je potekala v prijetnem vzdušju, kjer so udeleženci sodelovali pri obiranju grozdja, ob tem pa se je razvilo tudi veliko zanimivih pogovorov o bogati dediščini kraja in vinarstva. Učenci osnovne šole Destrnik so se nedavno udeležili športnega dne, ki je bil poln aktivnosti, smeha in zdravih izzivov. Športni dan osnovne šole Destrnik je bil zasnovan z namenom spodbujanja telesne aktivnosti ter zavedanja o pomenu zdravega načina življenja že od malih nog. Zagotovo današnja mladina je več na vsej tej pametni tehnologiji, kot jim pravimo, telefoni, računalniki. Tudi v lokalni skupnosti se z raznimi aktivnostmi skupaj z športnim društvom trudimo, da bi vendarle te naše mladobudne mladeniče in mladenke spravili čim več v pogon in v naravo. V času, ko so mladi vse bolj vezani na sodobno tehnologijo in zaslone, je še posebej pomembno, da jih spodbudimo k čim več gibanju na svežem zraku. Potrebno je najti dobri balans med športno aktivnostjo in telefoni. Nikakor nisem zagovornik tega, da jim je treba vse vzeti stran, saj v prihodnje bodo mogli biti tudi digitalno opismenjeni, tako da bodo brez vsega si zaman zatirati oči, to je brez veze. Pomembno je, da so vsakodnevno aktivni, da je njihova aktivnost vsaj 20 minut dnevno v naravni, ko se zadihajo. Prav tako, da se gibajo med tem, ko veliko sedijo, da niso v sedečem položaju ves dan. Redno gibanje je za otroke izrednega pomena. Gibanja ni nikoli dovolj, ampak na naši šoli so učenci zelo tudi športno udejstvovani zunaj šole in pri nas športna vzgoja je zelo mali problem, saj učenci radi športajo, komaj čakajo ure športa in bi pa jim priporočal vsem, da čim več športajo, tako v šoli, izven šole, doma. Preverili smo, kako športno aktivni so učenci. Se ukvarjam z rokometom, to je moj najljubši šport, ker je to skupinska igra in rad v skupini igram. Moj najljubši šport je rokomet, ker rada delam v skupine, pa tak. Moj najljubši šport je odbojka, zaradi tega, ker že od malega sem si z mamico podala žogo. Jaz igram nogomet, ker bi rad en dan postal profesionalni igralec nogometa. Nekdanjega učenca, ki je dosegel kar nekaj dobrih rezultatov, smo poprašali, kakšen nasvet bi dal vsem, ki želijo biti uspešni športniki. Počasi, ne prehitevati, če se poškoduješ, je hujše, kot pa da počasi greš. In pa vedno trud vlagati, nikoli ne odnehati. Na ta dan so sicer povabili številne klube. Povabili smo judo klub, nogometni klub Ptuj, rokometni klub, plesno šolo Samba, odbojkarski klub, da ne bom koga spustila, in kolesarski klub Ptuj. Če so sicer pred dnevi v občini otvorili novo atletsko stezo, je načrtov še veliko več. Skrbimo redno za travo, umetno travo na nogometnem malem igrišču, zagotovo pa je naslednja večja stvar, ki bomo jo morali obnoviti, je ravno to igrišče,
večfunkcijsko, na katerem zdaj stojimo, ki je prav tako z dotrajano podlago. Za učence osnovne šole Destrnik pa športni dan ni bil edina priložnost za gibanje, saj se skozi celotno leto trudijo, da jim namenijo čim več prostega časa in športnih aktivnosti. V Kreativnem centru Breg občini Majšperk je likovna sekcija Ustvarjalec odprla likovno razstavo Haloze. Na ogled so dela, ki so nastala na 2 lokacijah. Dela 2 kolonij so bila razstavljena v Kreativnem centru Breg v občini Majšperk. Tematika nastajanja likovnih del je bila res Haloze, ampak v bistvu smo prepuščali vsakemu posameznemu avtorju, da se odloča po svoji osebni izbiri glede motiva in seveda tudi same likovne tehnike, v kateri se bo pač najlažje izražal. In izdelki so bili zares raznoliki. Moje delo je pa na primer zgodovinskega pomena, ker je iz, to so včasih rekli Štrekna, ko je vodila pot iz Pragerskega do Medvec in je bila ozkotirna železnica in so pretovarjale tanin, pravzaprav skorjo, iz katere so predelovali v Majšperku tanin. Veseli jih, da sodelujejo tudi otroci, saj se za to potrudijo. Zelo smo veseli v bistvu v likovni sekciji, da nekako novačimo, čeprav morda ni to prava beseda, mlajše slikarje. Namreč večina vseh članov smo starejši, zato je prav, da skrbimo za podmladek. S tem problemom pa se srečujejo tudi ostala društva, zato poskušamo, imamo srečo morda tudi v tem, da je naša članica tudi njihova učiteljica Čreštek Majda, ki jih potem poskuša nekako motivirati. Na koloniji Haloze sta sodelovali tudi sestri. Me sprošča in je prijetno, sploh v taki lepi naravi, kot so Haloze. Kaj si tokrat naslikala? Pokrajino, hribe, gozd, pot. Jaz tudi ustvarjam, zato ker me sprošča, pa pač uživam v tem. Kaj si pa ti naslikala? Enega kozlička. Ja. Kako to, zakaj kozlička? Ne vem, pač ljubani so mi. Med deli pa smo zasledili tudi punčko s psičko, katere avtorica je Andreja. V bistvu sem naslikala svojo hčerko z psičko, ki jo imamo pač en mesec je pri hiši na domačem travniku. Zadnje je hiša in ona na travniku pač s svojo ptičko, psičko, kak gre po travniku. Imam tudi tako malo nostalgija, predvsem pa veliko čustev in tega, da bo za spomin. Ja, zelo osebna slika, ja, tako. Vsi umetniki so poudarili, da so jim Haloze zelo pri srcu, tako kot jim je pri srcu ustvarjanje in slikanje. Društvo upokojencev Majšperk je pripravilo srečanje upokojencev, na katerega je povabilo tako svoje člane in članice, kot tudi iz drugih društev upokojencev iz okolice. V šotoru pri prostovoljnem gasilskem društvu Majšperk so se zbrali upokojenci. Povabili so tudi upokojence iz sosednje občine. Občina Žetale, Kidričevo, kot vidite, tudi predsednik pokrajinske zveze je danes prisoten, podžupan, glavnem, kar nekaj. Kljub slabemu vremenu je bilo srečanje zelo dobro obiskano, sicer manj kot prejšnje leto, pa vendar so prišli upokojenci tako iz občine Majšperk, kot tudi iz drugih občin. Druženje, kaj bi rekel, mora biti nek, zdaj na stara leta, ne? Ja, druženje mi zelo veliko pomeni, jaz se zelo rada družim, tako da celo danes je tole fajn, ne? Sem z Ptujske gore, pa tudi se malo dosti druženje, imamo razne izlete, razne piknike, kar je zelo, smo kar aktivni, ja. Ja, dosti pride, da pridemo skupaj, da se pogovarjamo, pa da nekako sprosti. Predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev Spodnjega Podravja je med drugim podelil Ludviku Lampretu posebno priznanje. Ludvik Lampret je ne samo bil član društva upokojencev Majšperk, ki je eno izmed starejših društev. Društvo upokojencev Majšperk smo pred 3 leti ocenili kot najaktivnejše društvo med 44 društvi upokojencev Spodnjega Podravja, kjer je tudi veliko prispevek bil od njega kot člana upravnega odbora. Priznanje si šteje v veliko čast. Tako kot plačilo za minulo delo, ker sem že jaz tajnik tu že 25 let, 28 celo. Nastopili pa so tudi mladi. Pravijo, da na mladih svet stoji in mislim, da smo lahko zelo ponosni, ker je ogromno mladih, ki
popestrijo vse skupaj, med drugim je pa to tudi sodelovanje medgeneracijsko. Vsem obiskovalcem so postregli s kosilom, za katerega je poskrbelo domače društvo. Na pobudo občine Radenci so se v krajevni knjižnici Radenci odzvali in se z bralnimi uricami pridružili tednu mobilnosti. V krajevni knjižnici Radenci so tudi v septembru pripravili priljubljene bralne urice, ki vsako leto privabijo številne otroke, tokrat v tednu mobilnosti. Ob sproščenem vzdušju in toplini knjižnice otroci z navdušenjem prisluhnejo pravljicam in zgodbam. Pravljice so tiste, lahko rečemo, da so most med svetom otroka in pa svetom odraslosti. Pri otroku vplivajo na celotni njegov razvoj kot osebnosti in otroci postajajo preko pravljic empatični, odgovorni, torej spoznavajo, kako deluje svet. Tokrat je bila na sporedu pravljica Šiba zajec, skozi katero so otroci spoznali, kako mora biti kolo opremljeno in kako se s kolesom obnašati v prometu. Kako se odgovorno obnašati, kako zamenjati uporabo avtomobila in tako naprej. In so pravljice res primerne, ker skozi pravljice se otroci učijo živeti tudi v realnem svetu. Skozi to spoznavajo, kako delujemo ljudje v realnem svetu. Takšne dejavnosti spodbujajo tudi socializacijo in sodelovanje med vrstniki, kar pozitivno vpliva na njihov celostni razvoj. Toliko za nocoj daji občinski informator. Poglejmo še, kaj se tedni dogaja v naših krajih. V sredo 2. oktobra med 14. in 17. uro brezplačen ogled razstave Pogledi, ki združuje stvaritve v okviru občinskega praznika na likovni koloniji Haloze 2024 ter mednarodno slikarsko-kiparski koloniji Avtodomarja na Sestežah v kreativnem centru Breg. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.